Lepo pozdravljeni na najinem 2. aprilskem srečanju. Lep pozdrav. Prejšnjič sva potovala v Emaus, ampak ne prav v Emaus, pač pa k zdravi pameti. Midva sva tudi zdajle pripotovala nekaj metrov nižje. Ampak danes sva rekla, da se res odpraviva na tisto pravo pot v Emaus k ljudem, k našemu bližnjemu in k srčnosti. To, kar nam velikokrat v današnjih časih manjka. Ja, človek, lahko bi rekli, je navzven kot lupina, kjer potrebuje vsebino za nutrino. Že stari ljudje so razbrali, da potrebujemo duhovno spokojnost in da potrebujemo srčno okrepitev in da potrebujemo tudi dovolj hrane za naše razmišljanje. Ja, midva bova danes torej od tistega potovanja k zdravi kmečki presoji, zdravi presoji, k logičnosti, na podlagi dejstev, na podlagi tega, kar nam je dano v spoznanje, potovala k človeku, to pomeni k srčnosti. Tisto poročilo na poti v Emaus govori, kako sta učenca prepoznala Jezusa pravi polomljenju kruha. Za zunanjo podobo sta prepoznala, zaznala, občutila neko notranjo moč, neko notranjo okrepitev. Ker v bistvu Jezus je bil še vedno takšen, kot ste ga na začetku videla, ampak nekaj sta doživela v sebi. In potem pravi, ali ni bil najin pogled zaslepljen, da nisva videla to, kar je pa bistveno. In podobno je tudi, ko smo na poti, da bi našli srčnost. Mi srečamo človeka v zunanji podobi, pa bi nekdo rekel, ja, saj to zadostuje. Mi potrebujemo tisto, kar ta živa prisotnost prinese našemu srcu. Mi smo, lahko bi rekli, drugemu zakrament srčnosti, za zunanjo podobo, tisto, kar naše srce o bližnjem zazna, sočutje, ljubezen, naklonjenost, vse to je tisto, kar nas navznoter okrepi. Mi preprosto potrebujemo to živo prisotnost. Nekateri reče, pa se imamo, vse srečamo po Zoomu. Ja, po Zoomu je dejansko samo zunanji izraz, ni pa žive prisotnosti, s katero bo se okrepil. Reče, se imamo Mašo po televiziji, ja, Bogu hvala za to, ampak ni isto, kot če si ti živo prisoten v svetem prostoru, v svetišču in doživiš v neposredni bližini tisto duhovno izpolnitev v Evharistiji, tisto notranjo okrepitev, zaradi katere si v sebi močnejši. In isto je v odnosu do človeka. Ta živa prisotnost, ki te okrepi, ki ukrepi tvoje srčne moči, da se potem lažje soočaš s tistim, kar je v življenju bolj zahtevno. Ni slučaj, da je prav v tem času odtujenosti, ko so nam na nek način onemogočali živi stik zaradi varstvenih razlogov, porasla stopnja samomorilnosti. Zdaj pravijo tile, ki delajo na telefonu za SOS telefonu, ogromno se je teh klicev povečalo. Ljudje so zaznali kaj? Notranjo tesnobo. Ni bilo objetosti, ni bilo dovolj tistih živih prisotnosti, ki bi dale moči. Mi smo drugemu kot sonček, ustvarja vitamin D, ki krepi naše kostne moči, strukturo. Živa prisotnost, ljubezen pa krepi notranjo, srčno strukturo, da psihično lažje zdržimo. In zdaj, če nam primanjkuje sonca na nebu v zimskem času, pač vzameš tabletko D-vitamina. Če pa ni žive prisotnosti, pa ne pomaga nobena tableta, oziroma če jemlješ namesto žive prisotnosti tablete, antidepresive in ne vem kaj, zoper neke tesnobe, je pokazatelj, da tu se pa ne da goljufati, daljnoročno se ne da goljufati, tu pa moraš dejansko pridobiti tisto, kar te bo ukrepilo. To je pa živa prisotnost. To je pa živa bližina. To je pa za zunanjo podobo nekega človeka, recimo
v odnosu družinskih članov, otroci, starši, mož, žena, prijatelji. Ne? To so nujna srečevanja za notranjo stabilnost. Mi smo torej drugemu sakrament za zunanjo podobo, srčne moči za notranjo stabilnost, da lažje zmoremo realno življenje, drugače se nam začnejo stvari navznoter podirati. In najprej se človek zruši navznoter. Bolezni so potem samo pokazatelj, da nekaj ni urejeno, kot bi moralo biti. Ob tem se spomnim ene misli Andreja Detelja, s katerim si se tudi ti pomanjkoval lani poleti tukaj, v enem izmed zadnjih intervjujev v eni od revij, ko pravi, kot da smo v paniki voljni vreči stran vse, kar je bilo za naše predvčerajšnjim dragoceno. Očitno smo se pripravljeni odreči celo živi srčnosti neposrednega stika. Zakaj tako? Ali smo res tako prestrašeni v skrbi za svoje, lahko rečemo, zgolj telesno zdravje? Tu gre za manipulacijo, ne? Ko nam govorijo, da bomo z makaroni lahko preživeli, da zadostujejo makaroni, da je dovolj, če so odprte pač trgovine z tem, kar hrani naše telo. Ne? Ni dovolj. Človek obnemore. Mi potrebujemo tudi odprta svetišča, mi potrebujemo tudi odprte vrate k tistim, ki nas srčno okrepijo. In to dviguje imunski sistem. Strah in osamljenost sta faktorja, ki izjemno znižujeta moč imunskega sistema. In če je tistim, ki skrbijo za naše zdravje, res kaj mar za to, da smo zdravi, potem bodo upoštevali našo celovito resničnost. Ne samo telo, ampak tudi našo psihično, srčno razsežnost in seveda tudi duhovno in kulturno in miselno. To nam morajo ponuditi pestri izbor. Ne? Pestra izbira špagetov in makaronov na polici megacentrov, trgovin, še ne zadostuje za človekovo potešenost, umirjenost in odrešenost. Mi smo celovita bitja in tisti, ki to ne upoštevajo, bodo zelo čudno zapisani v zgodovinski spomin. Kajti to se zapisuje v posledicah, ki so lahko strašno usodne. V žrtvah tega necelovitega pogleda na človeka, na tisto polno dostojanstvo človeka v vseh razsežnostih njegove biti. In če so vedeli že stari Grki, pa že mnogo prej, ne, da nima človek samo telesa, da ima tudi dušo, ko mi rečemo psiho, ne, in pa duhovno razsežnost. Spoštujte me v moji celoviti resničnosti, drugače se pa umaknite, če niste tega sposobni spoštovati, če niste sposobni sprejemati ukrepov, ki nas celostno ohranjajo v zdravju. In si optimist? Gremo naprej v... Jaz sem optimist. Kakšne čase? Ja, sem optimist pri ozaveščenih posameznikih. Prestrašenci pa je čas, da poiščejo tiste prisotnosti, ob katerih se bodo opolnomočili, opogumili in potem brez strahu gledali na situacijo, v kateri se nahajamo. Kajti strah je danes dejansko mnogokrat vir ne umika, pomembnega umika od nevarnosti, ampak je vir manipulacij. In tukaj danes zaključiva. Ne bojte se. Ne bojte se. Srečno.